Pozdravljeni poslušalci in gledalci Sjolovega podcasta, tokrat prvič z avtomobilsko tematiko. Avtomobili ostajajo nepogrešljiv del naše mobilnosti in predvsem v desetletju, ko se nam napovedujejo številne spremembe, ko nam napovedujejo pravo revolucijo s pogoni, je primeren čas, da se pogovorimo o tej temi tudi s strokovnjakom. Z nami je Andrej Pečjak, eden od pionirjev elektromobilnosti v Sloveniji, ki že več kot 15 let vozi električni avtomobil. Prav, Andrej, kako bi začela, recimo, kdaj se je pri vas zgodil ta preskok, kdaj se je zgodil, da je tisti prvi električni avtomobil pripeljal k vam domov? Teh preskokov je bilo več, samo ta prvi niso bili uspešni. Drugače, jaz sem bil vedno avtomobilski navdušenec. Predno sem znal reči tata in mama, sem rekel avto, to je bila moja prva beseda. In tudi študiral sem motorje z notranjim zgorevanjem na fakulteti za strojništvo, tudi sem ves čas blizu avtomobilov. Sem pa že takrat imel idejo, ker je bil nek sistem par, če tisti starejši se spomnajo, pa boni so bili za bencin, da bi naredil električni avto. In sva z ženo že gledala nekega Messerschmitta, ki bi bil dovolj majhen in lahek za predelavo, samo potem iz vsega tega ni bilo nič, ker ni bilo financ. Bolj je ostal pri željah. No, ta tisti udar je bil v elektromobilnosti, ko sem iz Amerike eno knjigo prinesel in sem videl, da se to da predelati. In smo potem že skoraj kupili vse komponente, pa smo ugotovili, da v bistvu komponent ni bilo, da bi samo denar pobrali. Tako da potem tretji, zadnji udar je bil pa, mislim, leta 2004, ko smo kupili Priusa, karambuliranega, in takrat sem malo ugotovil, kako deluje ta visoka napetost v vozilih. In pol prvi avto, ki smo ga predelali, je bil Espas skupaj. Nisem ga sam predelal, 3 smo ga predelovali. No, in tisti avto je bil ta prvi, s katerim smo se res vozili. To je bilo 2007. To je bil prvi, koliko jih imate pa danes recimo doma, električnih avtomobilov? Težko rečem, zato ker zdaj imamo firmo Metron in tam je, 8-10 službenih električnih avtomobilov, nobenega fosilnega, in se veliko tudi službenih vozim. Prav svojega na svoje ime, mislim, 2. Pando za po terenu, pa Teslo za po avtocesti, pa žena ima enega. Tako da imamo tudi svoje avtomobile. Danes se pač pogovarjamo o neki temi, kakšne avtomobile bomo Slovenci vozili recimo leta 2030, 2035 in potem še naprej. Kaj bi rekli, na kakšni poti smo? Smo tam, kjer si želimo biti, ali bi lahko bilo bolje? Kako bi recimo ocenili danes, recimo, če pogledate promet, kakšni se avtomobili vozijo okrog vas? Zagotovo ste verjetno tudi danes prišli z električnim avtom v Ljubljano. Kako ste recimo zadovoljni z nekim razvojem voznega parka? Gre v pravo smer? Ali? Kakšni avtomobili bodo pri nas vozili leta 2040, bi mogel imeti tam zgoraj že kar dobre zveze, da bi to lahko približno vedel. Je pa tako, da letos sem kar navdušen nad tem, da se je procent prodanih električnih vozil skoraj podvojil od lanskega leta. Prav je že tam se bliža 10%, smo sicer celo pod svetovnim povprečjem, še bolj pod evropskim, ampak vseeno je treba vedeti, da smo bolj, mislim, tam 91 smo na mestu Švico, nekdo tablo obrnil, pa smo šli proti Balkanu. Vsem bolj spadamo med balkanske države in tle pa nismo tako slabi v tem okolju, v katerem smo, pa glede na finančno moč, ki jo imamo. Ampak verjetno danes je kupec v nekem precepu, recimo, kakšno avtomobil danes kupiti, ne? Kako bi recimo vi, če bi bili avtomobilski trgovec, kako bi enega, ki bi pride v prodajni salon, prepričali, da kupi električni avto, ne? Nekdo, ki recimo ni povsem prepričan, bi imel bencinarja, dizla, mogoče priključni hibrid, je tudi že slišal, da obstaja, ne? Kaj bi mu recimo rekli za električni avto? Najprej ga je treba vprašati 2 vprašanji, 3 vprašanja. Kako avto uporablja in zakaj? Potem, koliko ima sredstev na voljo, pa če slučajno ne stanuje v bloku. Ker če stanuje v bloku, potem zaenkrat še ni neke dobre rešitve. Mislim, so na poti že kakšne sistemske rešitve, ampak to je skozi to zakonodajo zelo nemogoče, Mission Impossible po Evropi skozi. Prav, ene države so bolj, ene manj, mi smo tle še bolj na začetku. Tako da ta 3 vprašanja bi dal. Zdaj, če bi po teh 3 vprašanjih videl, kater tip avta bi bil ustrezen, pa da imam možnost doma polniti, pa je najboljši, da ga, težko si avtomobilski trgovci toliko časa vzamejo. V bistvu bi se moral vzeti čas,
da ga najprej podučiš, da mu vse pokažeš, potem mu pa za en dan ali pa dva posodaš tak avto, ki ustreza njegovim potrebam. In tisti potem ne gre nazaj. Tako, zdaj, ki imamo v firmi Tesla, smo neki Tesla posodali in so oni potem kar kupili Tesla, so jo kar naročili. Je pa res, da mislim, če imaš 5 jurjev, potem ne moreš Tesla kupiti, ne? Ali pa če jo nimaš kje pound, pri najboljši volji, potem to ni neka izbira. Se pravi, če prav razumem, še vedno je ta pogoj, ne, da če živiš v bloku, je zelo težko s takim avtomobilom živeti. Ne. Tudi vi ste mi omenili, da zelo redko polnite na javnih polnilnicah, da predvsem doma polnite, še vedno, bom rekel, se tako vozite okrog. Ja, seveda. Doma imamo zastonj elektriko, ker pač vse je fotovoltaična, poleg tega imam pa tudi dober argument, ko mi začnejo nabijati s tešom, da se polnim iz teša, ne se ne polnimo iz teša. Edino na dolgih poteh, pa potem na Teslinih superchargerjih polnimo. To pa, ker seveda ne moreš od doma priješ, ne vem, 300-400 km, potem imaš pa poln. Zdaj, recimo, električni avtomobili so bili nekoč res tema pogovorov, mogoče navdušencev, danes pa pač postajajo ti avtomobili tudi del pogovorov, če rečemo temu mainstreama, ne? Torej, v javnosti vsak malo že se sprašuje, kaj bo vse s temi avtomobili. Zdi se mi pa, da pač ta tematika zelo deli Slovence, da pa tudi na splošno seveda javnost. Torej, imamo zagovornike, imamo zelo zagrižene tudi recimo nasprotnike, malo tistih vmes. Zakaj mislite, da je tako? Da pač... Ja, to je pa čisto enostaven odgovor. Slovenci smo nagnjeni k delitvam. Če se ne moramo drugače razdeliti, najdemo pa električne pa fosilne avtomobile. Se vidite, da ne vem, iz druge svetovne vojne je samo še 5% Slovencev živih, mi pa še zmeraj nismo zaključili, se še zmeraj nekaj delimo. Mi smo res prav nagnjeni k temu, da se deli in mislim, da je to samo prestavljeno tudi v to. Da se radi nekaj pričkamo ali prčkamo. Da ni nekega globjega razloga v to. Ja, verjamem, da eni bi radi, da se transport čim prej elektrificira, pa da se preide na trajnostne vire energije in te so mogoče malo tako puši, ne, da hočejo malo prehiter ali pa malo tiščijo v ljudi, po drugi strani so pa eni, ki se jim nek svet podira, nek svet, ki so ga držali, to so v glavnem starejše osebe, nad 50 let, in ta svet se njim podira, ne vejo, kako bo, predvsem je tle strah. In zaradi strahu so potem agresivni. To ni, da ne bi marali, ne? Mal je strah, mal je tudi tisti, ki ne vejo, kako bo finančno to šlo skozi, se bomo sploh še vozili. A veste, Slovenija je tudi specifična, kar se tiče poseljenosti. Mi pri takem javnem prevozu, kot ga imamo, brez avtomobila ne vzdržimo, pa tako kot so zdaj službe centralizirane po mestih, medtem ko poselitev je pa razpršena. In ljudje imajo strah. Rekel, da je to tisti skrb. Skrb. Je pa seveda res, da odgovor bi bil, da je treba iz vsake težave narediti priložnost. Ne? Slovenci smo pa znani po tem, da iz vsake priložnosti naredimo težavo. In če bi to obrnili in marsikdo tudi to naredi, mi smo en tak priden narod, imamo veliko firm, ki delajo ustrezne proizvode, kjer bo lahko dodana vrednost bistveno višja, kot je bila pri tistim delu, ki so nekaj vlivali za ne vem, nemške avtoproizvajalce, tako da jaz ne vidim pa svetlo prihodnost in boljše plače, boljše pogoje dela, kot pa smo jih imeli. Pa sem pa, ko ste že prej omenili, ne, ta izkušnja verjetno s takim avtomobilom je zelo pomembna, mnogi pač niti nimajo, ampak verjetno vseeno tudi neko desetletje ostaja pred nami, ko bo vseeno tudi ponudba avtomobilov še nekako mešana. Ne. Zdaj, kakšen deležu mislite, da recimo lahko električni avtomobili pridejo recimo v nekih 10-15 letih? Je to mogoče tretjina, polovica že, ali bo šlo to bolj počasi, hitreje morda? To je zelo težko reči. Odvisno je od ekonomske situacije, odvisno je tudi od hitrosti napredovanja klimatskih sprememb, teh naravnih nesreč, ki nas bojo zaradi tega zadele. Zdaj lahko bo prišlo tudi do kakšnih prepovedi zaradi tega, tako da res je to ful težko reči. Lahko se tudi zgodi, da bojo motnje v oskrbi z nafto in to bo zelo pospešilo elektrifikacijo, tako kot je že bilo, ne? Recimo zaradi vojne v Ukrajini. Zdaj, če se še kaj sprdijo, da ne bojo več hoteli nafte prodajati, potem lahko spet pride do krize, tako kot je bila leta 1973, bila kar precejšnja kriza v večjem delu sveta in ni bilo goriva in takrat je bil en razvoj električnih vozil. Mogoče kakšen tak tabu okrog električnih avtomobilov, ki vas recimo najbolj zmoti, ki se vam zdi mogoče bizaren po svoje, ne? Imamo recimo velikrat požari. Ja, ta je definitivno najbolj bizaren, ker do zdaj je dokazano na svetu zagorel 393 baterij, da je ogenj se začel v glavni bateriji,
pa nekih 80 je, kjer še ni čisto dokazano, in to preveč kot 10 milijonih avtomobilov na cesti v 10 letih. Električni avto je, kar se tiče požara, glavna baterija tako 100-krat bolj varen kot bencinski ali pa fosilni, kar se tiče pa klasičnega požara, pa nekje 10-krat bolj varen. Je pa res, ne, da na avtu imaš vedno ene možnosti, da se bo nekaj užgal zaradi slabe napeljave, pri polnjenju po 12-voltna napeljava. Sej, tudi večina fosilnih vozil se užge zaradi napeljave, ne zaradi tega, ker bi se jih motor užgal ali pa da bi rezervoar puščal. Ampak ja, ta je sigurno najbolj bizarna. In to mislim, da so tle predvsem krivi mediji, ker statistika kaže, da zgori v Sloveniji vsak dan eno fosilno vozilo. Potem pa v Novi Zelandiji zagori ena Tesla. In to pišejo vsi časopisi. Zamislite si, da bi v Novi Zelandiji časopis pisal, danes je spet zgoril bencinski BMW v Sloveniji. Ne pišejo tega. Tle, da mediji delajo res veliko škodo. Plus to, da zraven dajo tudi neka predelana vozila, pa golf vozičke, pa karkoli električnega se užge, pa tudi če ni električno. Recimo tista ladja, ki se je užgala, polna vozil. Zdaj je dokazano, da so vse električna vozila preživela in da se nobeno ni užgalo, ampak kljub temu so novinarji že predno je bilo sploh preiskava narejena, predno so ladjo sploh v luko spravili, so že napisali, da so se verjetno užgala električna vozila. Tako da bi rekel, da mediji to počnejo, ne vem, mogoče zaradi tega, ker imajo radi alarmantne članke, mogoče zato, ker sovražijo električna vozila, ali pa morda, da naftna industrija plačuje tudi medije, da tako pišejo. Zato, ker je treba vedeti, da naftna industrija je edina industrija, ki še več denarja obrača kot recimo industrija orožja. Tudi te imajo neko finančno moč in so rahlo ogroženi. Tudi družbeni mediji, tudi socialna mreža so verjetno tle en tak pospeševalec teh novic. Vsi mediji, na splošno vsi mediji. Ja, družbena omrežja sploh zato, ker itak vsi radi pišejo nekaj senzacionalnega, pa vsi radi kritizirajo, pa vsi iščejo samo slabosti. To bi bilo treba obrniti, da bi začeli iskati pozitivne stvari. Ne pa samo slabosti, težave, nesreče, napake. Ne vem. Pade nek avtobus v Pakistanu dol, pa ste to čudno, da ne pada vsake pol ure tam avtobus dol. Če vidite, kakšne so ceste, pa kakšni so avtobusi. In to pri nas napišejo, praktično vsi mediji to povzamejo. Pa to ni novica, za Slovenijo to ni nobena novica. Ne bi morali drugačne novice pisati. Ne, da se vse nesreče tega sveta, pa ne vem, kobra nekoga ugrizne v Egiptu, pa se to piše, pa morski pes nekoga požre v Rdečem morju, pa to je čudno, da jih ne požre več, tam je ogromno morskih psov. In to je takoj v vseh medijih, pa to ni novica za nas. A veste, na svetu je 8 milijard ljudi in morski psi bi lahko tudi 100 pojedli vsak dan, pa to ne bi bila novica. Tukaj bi se mogoče lahko malo povezala tudi z vašim hobijem, s plezanjem, to je en tak boj proti najhujšemu vzponu, pa eni steni, verjetno težko je nekako priti do vrha, pa recimo premagati te ovire, v nekako javnosti, oziroma počasi, korak za korakom, verjetno. Ja, včasih se treba tudi obrniti, ne pridemo vedno do vrha. Mogoče drugo pot izbrati. Ja, ker lahko te vreme prisili, lahko si se nekaj zakalkuliral, vedno lahko nekaj tudi gre narobe. Če se malo vrnemo na vaše začetke, recimo, danes je pač voziti električni avto nekaj zelo več posebnega, pač greš v prodajni salon in ga dobiš. 15 let, 20 let nazaj, ko se vi začeli s prvimi predelavami, kako je bilo to takrat pač sploh se tega lotiti? V bistvu lotiti se tega je bilo težko, ampak voziti se je bilo pa super. Zato, ker so bili čisto drugi časi. Ljudje so zelo pozitivno sprejemali to elektrifikacijo. Se ne vem, zakaj ljudje sprejemajo nafto, kot da je to nekaj našega. Nafta ni naša. V celi Evropi ni nič nafte, razen na Norveškem, ampak itak oni niso Evropska unija, so malo svoji. Nafta sploh ni naša, mi to vse uvažamo. Elektrika je pa tudi, končno tudi, če jo velenjski rudarji nakopljajo tisti lignit, je pa vsaj naša. Vso električno energijo Evropa proizvaja, tako ali drugače proizvajamo mi, nafte pa ne proizvajamo mi. Zdaj takrat, ne vem, se mi zdi, da so zelo pozitivno gledali na to in bil si posod neka atrakcija. To je bilo, mogoče sem rad kdaj atrakcija, to je bilo fajn. Sploh smo imeli predelano Mazdo RX-8, ki že avto kot tak zažiga, ki je športno avto, pa še rdeče barve, pa tisti kabel, kar si kabel nekam priključil, so takoj ljudje prišli zraven. Enkrat vem, da mi je, ker smo se zakalkulirali, sva se že mraz je bil, šla sva iz morja nazaj,
tam nisva toliko filala, kot sva mislila, in tam pri Vrhanki je začel manjkati elektrike. In sva se v nekem bifeju ustavila, sva vprašala, če lahko dobiva elektriko. Itak v tistih časih smo nosili vsi 20-metrske kable sabo. In smo seveda potegnili ven iz bifeja, ne sem, da so nam dali elektriko, še kavo so nam častili, zato ker je tak avto privabljal ljudi. Seveda je bilo pa treba tako parkirati, da se je videl, da je avto na kablu. Tako da te časi so bili fajn. Pa samo znanje recimo za predelave, od kje ste ga dobili oziroma na kakšen način, verjetno ni šlo vse gladko. Ne, ni šlo čez gladko. Veliko znanja sem dobil od gospoda Mira Zoriča, ki je takrat prvi predeloval te avtomobile, pa Vando Arsov, bilo je pač neki ljudi, ki so že nekaj izkušenj imeli in potem se to nadgrajuje. Je pa tako, da sem itak celo življenje delal nekaj v zvezi z avtomobili, pa takrat sem bil tudi v službi v Adelu, kjer sem bil tisti, ki je v bistvu učil mehanike delati z elektronskimi testerji. Tako da to elektroniko od avto sem bil kar dobro naštudirano. In to vse skupaj pomaga. Zdaj ima tudi bencinske avto, čudajne elektronike, ampak vseeno je to pomagalo, da si nekako vedel, kako je to treba delati. Bila je pa težava dobiti komponente, to je pa res, to je bilo pa takrat večji problem kot zdaj. Sam je bilo pa zato toliko bolj se voziti, ker si bil praktično edini z električnim avtom nekje, pa prišel si nekam, kamor takrat, ko smo delali vožnjo Bled Dubrovnik, smo se z električnim avtom pripeljali na Stradun, tam na sredino, nekdo pa se še z avtom v Dubrovnik pele skozi tiste stare oboke. Danes lahko prijem z ne vem kakšnim električnim avtom, ne bodo več pustili not. Ivo Boskrol mi je rekel, da pač ko on v Slovenijo uvozil prvega hibrida, da je imel kar težave ta avto homologirati oziroma ga registrirati. Ste vi imeli kaj težave s takimi formalnostmi? Ja, seveda. Je bilo kar nekaj težav. Zato, ker to ponavadi ne, da ne bi hotel, ampak nekih stvari ni bilo v sistemu. In veste, to, ko nabijete na birokracijo, pa nečesa ni v sistemu, je to, ko bi goro premaknil. Doskrat lažje narediti vozilo, ko pa tisto premakniti. Ker ni v sistemu, ne da kdo nekaj ne bi hotel, ampak ni v sistemu. In pol nekaj treba upisati noter v tisti sistem. In to je že kar težko. Ampak je šlo. Ja, mislim, če imaš voljo, kjer je volja, tam je pot. Ta vožnja, ki ste omenili, Bled Dubrovnik, je bila takrat zelo odmevna. Katerega leta je bilo to, koliko let je to že nazaj? To je bilo 2014, se pravi, drugo leto bo 10 let. V tem avtomobilskem svetu se to zdi kot v prejšnjem stoletju praktično. Takrat praktično ni bilo polnilnic verjetno na poti. Tudi če bi hotel polniti, bi sploh lahko. Seveda bi lahko polnil. To so bili tisti časi, da kjerkoli si se ustavil in prosil za malo elektrike, se je dubil, ker so vsi hoteli videti to čudo. Samo bilo je bistvo, da prijemo z enim polnjenjem. Je pa res, da ta vožnja je bila blazno odmevna v Sloveniji, na Hrvaškem, pa prav nič v Evropi. Ker smo pa takrat že začeli z inštitutom Metron in smo že začeli prodajati kable in polnilnice. Smo potem naslednje leto sva ženo to vožnjo ponavljala po Nemčiji in sicer malo dalj, 824 km, pa bolj po avtocestah. In tiste je bila pa mečkem bolj odmevna, na unem delu. Pri nas pa redko kdo to ve, ne? Pri nas je pa tisti, Bled Dubrovnik je nekaj. Pa tudi v glavi imaš, ne? Tam Berlin, Karlsruhe, noben ne ve točno, kje je to, oziroma koliko je ta razdalja. Tle imaš pa čisto v glavi, kam se pelješ in dokot to gre. Pa kako ste recimo takrat se pripravili na to vožnjo? Kako ste izračunali, ali se bo išlo, ali se ne bo išlo? Kako ste sploh neko taktiko nabili za celo pot? Imeli smo en program, ki je nekaj tiste klance izračunaval, pa kazal. Drugače pa malo je šlo kar tako. Pač greš, pa bo kar bo. Prideš ali pa ne prideš. Pa je bilo kaj na tesno. Mislim, da tam na koncu je bil en klanček v Dubrovniku. Tam sem skoraj živčenega fasu, ker sem Dubrovnik gledal dol, ti se moraš pa še uspeti gor, da greš potem dol. Ampak je bilo še toliko tudi v Stradunu, nismo filali tam na Stradunu, da smo potem še do enega hotelčka šli, kjer smo spali in je tistih 10 km tudi čez mogo. Tako da ni bilo čist na koncu, ampak nikoli, veste, v tistih časih, še zdaj marsikdaj, tisti merilec ne kaže čisto točno, tako kot števc za bencin ne kaže čisto točno. Takrat je pa sploh bilo to bolj tako, da si približno nekaj sklepal iz napetosti, koliko je še v bateriji. Spravi, takrat je bila taka vožnja za nekoga, ki ima malo trde živce oziroma nivih, da bi bil preveč nervozen za volanom. Ne, seveda, ki greš na tako pot, žena je bila kot pilot, pa je nekaj izračunavala, pa se je tudi nekaj ni išlo, pa včasih je malo skrbel.
Jaz sem pa pač vozil. Ne. Če voza se s tem ne ukvarjaš, bi rekel, kopilot se predvsej bolj s tem ukvarja. Vsaj za tako vožnjo, ki je bila kot rekordna vožnja. Marsikdo reče, sej bi imel električni avto, ampak kako bom šel z ženo na izlet, pa z otroki v avtu, pa ko bo treba polniti, pa bomo vsi živčni, se bomo že skregali, preden prijemo do polovice poti na dopust, recimo. Ne. Vi ste šli tudi ženo na pot, ki se tudi ona je, vem, da je navdušenka nad temi avtomobili, ampak kako sta se pač, recimo, je bilo kaj tako, neke nervoze recimo v avtomobilu, na kakšen način sta to vseeno videla, da se bo išlo. Vem, da vseeno... Sam to je drugo, kadar sva šla na dopust, ni bilo nikoli nervoze, ampak tle pa seveda je bila, ker je žena v nekem trenutku mislila, da smo se malo zakalkulirali. Pa sem še jaz gledal, pa tisto neke neskončni klanci, ki grejo tam zadaj, že dolgo nisem tam vozil, ne, sem se samo do zadaj razmeril, do Paklenice vozil. Tam naprej so pol kar eni klanci. In ko tistega ni hotel biti konca, tudi mene malo začeli zvijati. Ampak pač probaš, pa je šlo. Tudi rekli ste mi, ker ste pač veliko ste vozili v Paklenico, na plezanje, da vam je bil ta pot nekako en velik mejnik. Ne. Ja, to je bil največji mejnik, ker so rekla, če prideva do Starigrada, prav to je pri Zadru, potem je ta avto za naju uporaben in od takrat naprej so tudi samo še na elektriko vozila. To je bilo 2011 predelano dačo. Najprej po Jadranki, ker je imela premalo dometa, premehno baterijo, da bi lahko šel po avtocesti, pa smo tisto baterijo nadgradili, lahko šli tudi po avtocesti. Pol, ko smo pa imeli ta avto, ki je šel tudi Bled Dubrovnik, potem se je dal pa že hitro voziti po avtocesti. Verjetno pa takrat bil doseg bolj pomemben kot danes. Ne vem, takrat mislim, da ni bilo še nekih hitrih polnilnic po avtocestah, ob cestah, niti ne v Sloveniji, niti ne na Hrvaškem. Takrat je dejansko bil ta doseg res zelo pomemben, mogoče več kot danes. Se to kaj spremeni recimo? Kot voznik Tesle bom rekel, da mi zdaj ta domet ni več toliko bistven, zato ker ima Tesla te superchargerje res na manj kot 100 km razdalje, pa posod jih imaš, celo do Turčije, pa v Maroko grejo. Zdaj, kadar se pa usedem v kakšen avto, ki ni Tesla, pa da se vozim po Balkanu, pa včasih bi rekel, imaš pa malo tiste občutke, kot smo jih imeli leta 2010, no, da ne veš, kje boš polnil. Ker prije še ena polnilnica ne dela, na drugi se noče aktivirati aplikacija, na tretji kartica ne prime. Tako da je malo to, no. Ta polnilni sistem je Evropa zgrešila, ker ga ni uredila takrat, ko je bil čas. Ko so se standardi sprejemali, ko se je dajal denar za polnilnice, takrat tega niso uredili in je malo zgrešeno in verjetno je tudi to razlog, da je najbolj prodajani avto v Evropi, pa tudi v Nemčiji, kar je čisti čudež, da je bila Tesla Y. Da je bil to razlog, da ni bil Volkswagen. Prej ko ste omenili, da ste bili takrat pred toliko leti tako povsod dobrodošli, ki ste se pojavili z avtom, pa dali ven kabel. A je danes še recimo tako, če bi nekje rabili elektriko, tako, če rečemo, bencin imamo v kanticah, pa da damo neko kabel ven po neko domačo vtičnico, je še izmeri bi bili recimo dobrodošli povsod, kjer bi se pač pojavili? Mislim, da manj, zato ker so mediji tudi strah naredili. Vidijo električne avto, se že bojijo požara. Da je to takrat 2010, 2011, 2012, 2013, ko smo se vozili po raznih hotelih, po Istri, pa to pa si tam pri ključu nikjer ni bilo problema. Saj si tudi denar ponudil za tisto elektriko, se ne bi parazitiral. Danes je bolj problem, se bojijo električnih avtomobilov, tako da si bolj vezan na polnilnice. Zagotovo tudi vas danes, recimo, znanci, prijatelji, pa pač neki mimoidoči sprašujejo kakšne avtomobile, vprašanja o električnih avtomobilih. Katera so mogoče neka najtežja vprašanja, ki je težko dati hiter odgovor, ne? Recimo, ne vem, koliko ima ta avto dosega, kako hitro se polni, ne? Verjetno je to težko reči kar tako v enem stavku povedati, ker je veliko nekih dejavnikov vpliva na to, ne? Ja, ampak to je še dosti enostavno razložiti. Najtežje je v bistvu odgovoriti, kjer avto bi kupil. Se pravi, če ugotovimo, da oseba ni v bloku, zdaj tudi za te, ki so v bloku, recimo danes je Teslin supercharger je toliko poceni, da še vedno finančno dobro skozi priješ, ne, pač pol hoda samo na supercharger, je pa res, da je to pol malo zamudno, ker moraš enkrat na teden pol ure prečepeti na superchargerju. To bi skoraj rekel, da je najtežje vprašanje, kjer avto kupiti. Da ni tako enostavno, ker ti ta človek mora povedati točno, zakaj ga kje bo vozil, kaj bo vozil, kako bo vozil, ne. Ni recimo Tesla, ki ni ravno majhen avto, tudi ni uporabna, če ti ta avto uporabljaš samo za
pot v službo pa nazaj ali pa ne vem, po enih ozkih cestah, pa je mogoče Zoe boljša odločitev ali pa nek manjši avto. Ker ga lažje parkiraš, lažje ga voziš, tako da ni enotne, ne. Ni enotnega odgovora, pa eni veliko tovorijo, bi rabili kombi ali pa manjši kombi, kaj tacga, ne, tle spet Tesla naprej upošteval, ker tega nima. Prej ste omenili pač ta hitra polnjenja, koliko imate recimo nekih izkušenj z degradacijo baterije pri vas, recimo pri vaših avtomobilih? V kakšnem stanju so recimo baterije, koliko izgubljajo te kapacitete, ne, z nekim stalno uporabo avtomobila? S hitro polnjenje v bistvu uporabljamo na Teslah, pa spet ne toliko zelo pogosto, ampak recimo Tesla, ki ima S-ka, ki ima 250,000 kilometrov, ima nekje med 6 in 7% je bila degradacija baterije, pa avto je skoraj 10 let star. To vsekakor daje na laž tiste, ki trdijo, da je baterija v 5 letih za nič in tako naprej, to ni res. Vem pa, da ne vem, nekatera vozila starejših letnikov, recimo ta stari Leafi, pa hitreje degradirajo, če si jih polnil na hitrih polnilnicah. Tle je zelo bistveno hlajenje baterije. Avtomobili, ki imajo to rešeno, to so predvsem novejši avtomobili, s tem nimajo problema. Tako da neke raziskave zadnje so kazale, narejene so bile za Teslo, Y pa tudi za S, da v bistvu te polnjenje na superchargerjih ne degradira baterije. In tudi tisto, če si vsak dan na superchargerju, ne dobiš več opozorila. Pred 10 leti je Tesla dajala opozorilo, da avto ni namenjen temu, da ga vsak dan polniš na tem. Tako da zgleda, da z dobrim hlajenjem se tudi to zmore. Pa z novo kemijo, ne. Se baterije napredujejo, se niso več čas enake. Ker kupci se ne pač bojijo, ne, kaj če bo treba menjati baterijo, to je najdražji del v avtomobilu, a ne še vedno. Je ta strah nekako upravičen, tako, če rečemo malo posplošeno, povprečju na avtomobilskem trgu, vse so velike razlike med znamkami, ampak vseeno, kaj bi lahko rekla? Mislim, da se je tega najmanj zabati, ker zelo redko odpove baterija, pa zelo redko toliko degradira, da bi bil avto neuporaben. Mogoče zgubi nekaj na domet, ampak da bi pa čisto neuporaben je pa redko. Ne bolje treba druge stvari gledati, kot se pač na vsakem avtu gleda. Koliko je avto, koliko smo včasih rekli, zmahan. Če ti kupiš en avto, ki se je res grdo vozil po slabih cestah, se pravi, da imaš kompletno podvozje zmahano, da so sedeži posedeni, tacga avta ni za kupiti, ampak je to vseeno, je to električno, je to kakšen drug. Ja, lahko ga kupiš, če je zelo poceni, ampak bo pa vedno neke sitnosti, ker to gre pol naprej, imaš tudi polosi, nosilci motorja, pač vse je nekoliko iztrošeno. Da bi pa vse to menil, pa komiko ga poznam, da bi se tega lotil. Sprav, v bistvu nekako lahko baterija dejansko preživi cel avto, torej da prej avto odpove v tem klasičnem fizičnem smislu, kot recimo pogon baterija. To nam je že na predelanih, pa veste, da na predelanih vozilih nismo znali tako baterij narediti, kot jih proizvajalci naredijo. Pa je recimo prej razpadlo tisti Renault 5, kot pa je šla baterija pa pogon, tako da smo to vse skupaj prestavili v Twingota. Starega Twingota, zdaj pa že tisti Twingo razpada. Čas, da gre tudi ta v muzej. Ni kritična bila baterija, ampak karoserija. Mislim, da ste mi omenili, da ima vaša Tesla sedaj starejša že nekih 500,000 kilometrov. Koliko ima pa recimo ta Mazda vaša, ta predelana? Ta predelana bo pa zdaj 300,000, od tega 200 na elektriko, ker ko smo jo kupili, je imela 100,000 kilometrov. Zdaj smo se razvarili na Tesle, pa se noben več noče z njo voziti. Tako da je bolj, ko ne stoji. Oziroma, spomenik malo. Ja, uporabljamo jo, ne vem, ker je zelo prostorna, da se kaj na smeti pelje ali pa kaj tacga, no, nima glih elitne uporabe. En tak pomislek, recimo v javnosti je, tudi sami ste omenili, da pač polnite seveda izključno doma. Zdaj, pri vas je to fotovoltaika, ampak recimo tisti, ki je nima, ne, da pač bo se tudi elektrika podražila, zdaj prihaja tudi nek nov sistem obračunavanja omrežnine. Kaj pričakujete, nekako kratkoročno, srednjeročno? Da bo to spodbudilo prodajo električnih vozil, ker avto je ena od redkih naprav, ki jo ni treba polniti ravno tisti trenutek. Edina izjema je, če si na poti. Se pravi, če avto porabljaš za službo, pa konec tedna za izlete, potem lahko avto polniš v bistvu samo enkrat med tednom, pa potem čez vikend enkrat ali pa dvakrat. To se da pa zelo lepo razporediti na takrat, ko je višek elektrike. Ker veste, v omrežju en večjih problemov predstavlja ta neenakomernost porabe. In z električnim avto je ena od redkih naprav, s katero lahko
zelo lepo prilagajaš porabo temu, kdaj je v omrežju višek energije, pa ustaviš polnjenje, ko ga je premalo. Seveda, nihče se tega ne bo držal, jasno. Zakaj bi se? Se bo, če bojo tle če te udari po žepu. Ne. Se pravi, v prihodnosti bo sigurno, ne samo, da bo več tarif, tarifa se bo spreminjala na uro. To imajo že na Švedskem, tudi v Nemčiji imajo že ponekod to. In vmes najdeš tiste obdobja in teh obdobij je dovolj, da se ti avto napolni, ko je elektrika zelo poceni. Prej ali slej bo tudi toplotne črpalke treba na to dati. Ker zdaj se vžge takrat, ko misli, da se mora vžgati, se pa vžge. In priješ popoldan iz službe, daš avto poln, pa še termostat si daš na več, ne, in potem prije do te popoldanske konice. In zato že zdaj recimo prodamo 90-95% vseh polnilnih postaj je z dinamičnim polnjenjem, se pravi, da se prilagaja. Pa veliko je tudi teh, ki so lahko od zunaj vodene. Kolegica živi v Nemčiji, iz Hrvaške sta oba, sta kupila električni avto in v Nemčiji je trenutno kilovatna ura za gospodinjstvo dosti draga, nekaj čez 40 centov je. Kljub temu imajo pa oni za polnjenje avta ceno 17 centov, vendar pod tem pogojem, da jim je dobavitelj elektrike inštaliral pametno polnilnico, ki polni takrat, ko je energija dovolj oziroma viška. In oni jim garantirajo toliko in toliko kilovatnih ur na teden. In to ni nobena znanstvena fantastika. Mislim, danes v digitalnem svetu to sploh ni problem narediti. Sprav prihodnost v nekih pametnih omrežjih, zdaj tukaj vedno tudi država bo mogla narediti nekaj oziroma državne institucije, ki so pač odgovorne za električna omrežja. So tukaj velike investicije, verjetno v ozadju, ste pač nekako optimist, da bo do tega prišlo, oziroma najbrž država niti ne bo imela dolgoročno druge izbire, kot če smo se zavezani neki ogljični oziroma brezogljični prihodnosti. Sej tle je tudi, so možni veliki prihranki tudi za uporabnike. Da ne gledamo priložnosti kot problem, gledamo problem kot priložnost. Tle so prvič možni super prihranki za uporabnika, da se še vedno poceni vozi ali pa poceni ogreva. Po drugi strani pa imamo mi v Sloveniji veliko znanja o upravljanju omrežja. To, kot je znanja v ELES-u, bi rekel, da ga marsikje ni v tujini. Pa še dosti kvalitetno omrežje imamo. Seveda bojo potrebne investicije, ampak sej v nekaj moramo investirati. Veste, drugače pa, ne vem, občine tiste ene čudne otoke postavljajo, pa ene skulpture dinozavrov, pa ne vem česa gor. Če je preveč denarja, pa ne veš, kaj bi delal. Pa je boljš, da delaš omrežje, kvalitetno omrežje. Sej ljudje morajo nekaj delati. Sej mi rabimo delo, rabimo investicije, rabimo nove izzive. Se pravi, če se bo omrežje obnavljalo, bo to toliko in toliko delovnih mest, pa ker smo tle mi kar dobri, bomo mogoče tudi tujino lahko učili, kako to delati. Sej, veste, Italija ima tako 10-krat slabše omrežje kot mi. Veliko držav ima slabše omrežje. Ravno to me je zanimalo, v bistvu, kakšne imate kaj izkušnje z drugimi državami. Tudi Velika Britanija ni ravno nek bistven na tem področju. Velika Britanija je katastrofa. Seveda, oni so se prej elektrificirali kot mi. Mi smo se kasneje in smo prevzeli takrat, mislim, da je v kraljevini Jugoslavije kralj Aleksandar prevzel nemške norme. DIN norme in smo dobili v bistvu en tak bazična napeljava je bila 3-fazna, Britanci imajo pa 1-fazno, pa brez ozemljitve imajo, in pa imajo to, tiste kar grozno, bi rekel, kako imajo oni to elektriko rešeno. Ampak tudi tam, sej so, nekaj 100 let so bili vodilna sila na svetu, verjetno so si kakšne zlate rezerve naredili, pa lahko zdaj to malo porabijo. Pri teh vlaganjih v mreže, verjetno tudi nekaj potreba po elektriki bo skozi večja v prihodnosti, ne samo zaradi avtomobilov, tudi zaradi nekih vsak naših naprav, ki jih uporabljamo. Se pravi, tudi danes vlaganje v mrežje, ki jih povezujemo predvsem z avtomobili, bo nekako dobrodošlo oziroma pozitivno za vse nas. Ne? Energetika se mora elektrificirati. Če se hočemo fosilnih goriv znebiti, se mora elektrificirati. In seveda tle prija do večje porabe elektrike, to je jasno. Ampak elektriko bomo veliko proizvajali tudi lokalno. Zdaj, če proizvedeš elektriko lokalno, potem ni treba teh glavnih vodov toliko povečevati. Ne bo več tistih,
nekoč so bile tiste gigaelektrarne, ki so dovajale elektriko, zdaj bo pa to vse drugače. Seveda bojo še gigaelektrarne, ki bodo nosile hrbtenico, potem bo pa en kup majhnih elektrarn, ki bojo pošiljale ali pa trošile, kakor bo pač potreba. Tle se da z digitalizacijo ogromno narediti. Pa s tem, da seveda udaraš po žepu. Tako kot je v Kaliforniji, je lahko kilovatna ura, če jo v napačnem času trošiš, je lahko $20. Ne 20, ampak $20. Ja. Ampak takrat, ko je pa elektrike dovolj, ali pa viška, takrat je pa cena celo negativna, se pravi, ti nekaj plačajo, če trošiš. In zato je v Kaliforniji toliko baterij. Ljudje so si pač doma postavili baterije, pa to je avtomatični sistem, to ni treba, da ti tam stojiš pa preklapljaš. Ne. Ti imaš naštimano, do kere tarife boš polnil, pa od kere tarife naprej boš prodajal. In s tem se da zelo dobro omrežje zbalansirati. In tega znanja je dovolj. Seveda, bo pa trajalo, da se to vse naredi na celem svetu, to sigurno ni postopek za 1 leto, ampak tako v 10-20 letih se pa lahko že daleč pride, če bo volja. Vse te spremembe, mislim, da so kar hitre na tem področju. Prej ste rekli, da ste bili pač, videli ste takrat 10 let nazaj, ste upravljali to vožnjo do Dubrovnika, ko praktično ni bilo še polnilnic, danes je taka vožnja, nič več, kakšen poseben dosežek, iti z električnim avtom v Dubrovnik. Svetno, če se zdaj malo zamislimo neko prihodnost, čez 10 let je nekako lahko pričakujemo še nek kar precejšen napredek. Ne? Sigurno se bo zelo spremenil. Že v zadnjih letu, 2 se je nekaj zelo spremenil. Zato se je tudi trg spremenil. Prej so električne avtomobile kupovali samo pionirji, fanatiki, zanesenjahi pa tehnofriki. Zdaj pa kar eni kupujejo električne avtomobile. Pač kar eni, niti ne ve točno, kaj kup. Tako da je zelo drug trg, ali pa zelo se je to spremenilo. Zdaj, če se bo še pri blokarjih odprlo, potem bo tega še več in bo te spremembe tudi hitrejše. Ampak tukaj ste se morali dotakniti fenomena Tesla, ki ste pač omenili, da zdaj kar nekdo kupuje električne avtomobile, predvsem njihove avtomobile. Zdaj, mislite, da kupijo oni Tesla, kupijo električni avto? Ali pač oboje vse skupaj dobijo, ampak kaj je glavno vodilo? Veliko je tega pri Tesli. Zdaj, tisti, ki malo več pozna zadeve, seveda ve, da nima težav s polnjenjem. Tako zdajle iz telefona pošljem Tesli kam v avto, kam bi rad šel, neko lokacijo in mi bo na 10 minut točno zračunal, ob kateri uri bom tam, pa kje moram polniti. Pa vedel bom, da bo to, ker upošteva že gužvo na cestah, ki bo, ne vem, jutri zjutraj, ko se boš pelal mimo Frankfurta. Tako da eni zaradi tega kupijo, eni se pač nobel zdi Tesla, potem so ti, sploh mladi, so zelo navajeni sodobnega infotainmenta. In to ima Tesla 5 nivojev nad drugimi. Tako da ni samo en razlog. Eni imajo radi veliko prostora v avtu, Tesla je tudi najbolj prostoren avto, glede na svojo velikost. Eni obožujejo, bom kar rekel, obožujemo močne pospeške. Tle seveda skoraj nima konkurence, vsaj ne glede na to ceno. Če gledate nek Tesla Plate, SK za ceno 110-115 tisoč evrov, tekmuje z avtomobili za več milijonov evrov. V pospeških, pa tudi v končni hitrosti. Tako da že navadna Tesla, taka za 30 tisoč evrov, 40 tisoč, koliko je zdaj najcenejša, 38 tisoč evrov, je v pospeških kos zelo hudim BMW-jem ali pa Audijem. Tako da zelo različni razlogi so, ampak ker je na toliko razlogih najboljša, zato je pač najbolj prodajan avto. Bi pa rekel, da bi bilo fajn, če bi imela tudi kakšno konkurenco. Ker to nikoli ni dobro, da je nekdo brez konkurence. Pa se vam zdi, da so mogoče Tesla pa Elon Muska 10 let nazaj, recimo, ko so prišli ven s prvimi avtomobili, tudi malo podcenjevala neka ta tradicionalna avtomobilska industrija. Še pred 3 leti, ne samo pred 10. Ja. Pred 10 sem ga tudi jaz podcenjeval, moram reči. Nisem računal. Ste presenečeni, kako so pač? Nisem niti slučajno računal, da bo do tega prišlo. V bistvu, pred 10 leti se mi je že malo dozdeval, ko sem ta prvo esko videl, da tle bi pa znali nekaj biti. Medtem ko tradicionalna avtomobilska industrija se je pa še pred par leti norca delala iz Tesle. Oni so pripeljali, televizijo, avtomobile, potem čisto nov sistem vlivanja karoserije oziroma teh šasije. Se bi rekel, da je ljudje mislijo, da je uspeh Tesle samo v tem,
da je pač boljši infotainment, boljši pospešek, boljše polnjenje. Ni, ne, tle, ker mi tudi proizvajamo, vem, kako pomembni so stroški. In oni so s tem vlivanjem spodnjega dela vozila blazno znižali stroške, pa tudi porabo materijala. In mislim, da tle v industrijskem napredku so nekaj neverjetnega naredili. Tudi recimo tovarna v Mehiki, ki jo gradijo, je malo postran. Postran je pa zato, da bojo vsi tekoči trakovi delali na gravitacijo. Ne samo, da prihraniš energijo, prihraniš tudi na motorčkih, pa na vse te opremi, pa tudi pokvar se teže, gravitacija vedno dela. Tako da imajo en kup enih inovacij in mislim, da so te inovacije pripeljali not ljudje, ki niso bili strojni inženirji, tako kot sem jaz, ker vedno smo strojni inženirji delali avtomobile, pa stroje za delati avtomobile. Tle so pa neki računalničari not prišli, ne, in on se je igral z modelčkov avtomobila in je zagledal, zakaj pa ne bi še mi vlivali, ne, se veste, modelčki so tisti tamečkani Matchbox in to so vsi, pa Hot Wheels so vsi uliti. In tako pridejo take ideje, ki so tako nore in revolucionarne, da mi stari strojni inženirji sam gledamo, odkot se je to vzelo. In mislim, da je tle je ta udarc, predvsem nemške avtoindustrije, ki je zelo zagledana vase. In tudi veliko starih inženirjev je tam, ki pač mislijo, da je samo njihovo pravilno. Tesla je šel pa zelo jurišno, so šli na to z nekimi novimi in mladimi inženirji in podobno so tudi Kitajci naredili. In to se jim zdaj obrestuje. In zdaj pač Nemčijo in Evropo nekako napadajo Američani in Kitajci, pa tudi vse Slovenija je povezana z Nemčijo, neko industrijo, veliko slovenskih dobaviteljev sedaj je vezanih na nemške posle. Se obeta neko tako kar težko, pa recimo pomembno konkurenčno desetletje za te... Za nas mislim, da bo problem samo kratko trajan. Bolj bom rekel, dajmo narediti iz tega problema priložnost. Seveda, zgubili bojo delo, se že prihaja do odpuščanj. Ampak veste, v Evropi se bojo še zmeraj avtomobili prodajali. Jih bojo pač delali Kitajci ali pa Američani. Sej Tesla Gigafactory zaposluje 50,000 ljudi. Kitajci tudi rabijo dobavitelje. Mi recimo dobavljamo za ameriškega proizvajalca motociklov Zero. Imamo svoje polnilne kable in prodajamo in tudi prenosne polnilne postaje. In moram reči, da je z Američani in s Kitajci boljš delati kot z Nemci. Nemci so do nas naduti. Nočejo nam puščati zaslužka, stiskajo nas. Se pravi, če rečemo, da ta problem obrnemo v priložnost. Ja, ko bo evropska avtoindustrija klecalna, bo na njihovo mesto prišla druga avtoindustrija. Sej ne bomo zdaj travo jedli zaradi tega. Bojo pač prišli Kitajci in bo z njimi lažje delati. Ker se nekaj pogajamo tudi s Kitajci in vidim, da so manj imajo tisti nadut odnos do nas, Balkancev, kot pa Nemci. Lažje bo, se ne bo težje. Bo pa res vmes bo, leto, dve bo malo hudo. Predno se, sploh če je večje podjetje, ne, da se prekvalificira v nekaj drugega, pa da dobi neka nova naročila, ampak potem bo pa spet stekal. In tle sem jaz zelo pozitivističen. Mislim, da je za tako državo, kot je Slovenija, ki dela komponente, bo celo boljš. Kako ste se recimo sami z vašim inštitutom vpeljali v to avtomobilsko industrijo, kako ste zadovoljni, recimo, zdaj, koliko ste že let v tem poslu, kot inštitut, kot metodni inštitut? Kaj čem reči, dobro nam gre, no? Ne smem se preveč pritoževati, se nam gre čisto dobro, imamo tudi super ljudi zaposlene, dobre ekipe. Pač vidiš, da napreduješ, da greš sploh na teh bolj zahtevnih trgih, da kar gre. Tako da... Pa kje so recimo glavne priložnosti? So to zdaj polnilni kabli, kje največ? Zdaj, seveda, polnilni kabel je dosti enostavna stvar. Čeprav spet ne sme odpovedati, ne more biti trpežen, ne sme zajarjati, je tudi nekaj teh. Ampak potem imamo pa bolj napredne stvari, kot je recimo dinamično vodena prenosna polnilna postaja. Se pravi, da imaš ti polnilno postajico, ki v bistvu izgleda kot kabel, jo vtakneš v trifazno elektriko ali pa v šuko, zdaj, če je doma, se dinamično prilagaja tvoji porabi, če jo podneseš, ne vem, v kemp ali pa na vikend, bo pa delala kot navadna polnilna postaja. In tle so pa tudi večji zaslužki, ker je pač več znanja noter vloženega. Tako da je teh priložnosti še veliko. Pa ta veliki proizvajalci se nekako zelo s tem ne ukvarjajo, rajš kupujejo. Zdaj, komu prodajati, komu ne prodajati, to je pač pol stvar odločitve. Tisti, ki ti preveč zbija ceno, mu pač rečeš, ne gre drugam. Na Hrvaškem sedaj je zelo odmevna zgodba Rimca. Kako vi vidite recimo njihov uspeh?
tak, rekel bi, zelo bliskovit, ne, v zadnjih letih. Zdaj si tudi mogoče vi tudi daj želeli, da bi tako na hitro uspeli, pa bi vas poklical, ne vem, en Porsche ali pa nekdo pa ponudil. Z Rimcem sva istočasno začela, vse se poznamo dobro. On je takrat, mi smo glih imeli tistega Espasa predelanega, on je pa prišel vprašati, če so te iste baterije uporabne tudi za tisto njegovo idejo, ki se meni zdela čist nora, ki je hotel imeti, ne vem, 5 sekund do stopa, BMW-ja, tista zelenega trojka, ki je bila M, je hotel predelati. Pa je pa rekel, no, on je bil bolj on je štartal tako kot s Tesla plet, jaz pa bolj kot s Volkswagenom, no. Malo počasneje štart. Definitivno je Hrvaško postavil na zemljevid avtomobilizma, kar doslej nikoli ni bila. Zdaj, koliko je to uporabno za vsakdanje življenje, ni, ne, ampak nekdo mora tudi biti, ki dela avte za $500,000 ali pa za $1 milijon. Zato, ker se neki šejki, dokler bojo te šejki še denar imeli, pa ne vem, koliko časa bo to, če se bomo hitro elektrificirali, ga ne bodo več imeli. Tle so velike dodane vrednosti, vsem zaposluje 1000 ljudi, ne. Visoko izobraženih, srednje izobraženih, to ni kar tako. Tudi mogoče neka spodbuda za neka slovenska zagonska podjetja ali pa mlade inženirje, ki razmišljajo, pa mogoče, če dobiš pravo idejo v pravem momentu. Sigurno, ja, mi imamo firmo tam tudi zelo blizu Rimca, ne, samo čez mejo čez. Ampak tudi dobimo kakšne hrvaške inženirje, ne grejo vsi k njemu. Če se mogoče malo vrnemo na ta trg avtomobilov v Sloveniji, zdi se pač zelo razpršena prodaja električnih avtomobilov, če recimo damo Teslo stran, torej ogromno avtomobilov je, pa vsi imajo relativno malo prodaje. Mislite, da je to za neka realnost, da niti proizvodnih kapacitet večjih in da vsi nekako to malo s polovično zategnjeno ročno zavoro mogoče se grejo to prodajo. Najbrž niso dali v največjo predstavo, ne, kar se tega tiče, te recimo klasične znamke, ne. Mislim, da dajo najvišjo predstavo, pa bi rekel, da je sinhron za nič. Ne gre v predstavo. Škrta in noče iti. Oni bi že dali, ampak jim nekako ne gre. Imajo proizvodne težave, imajo težave z polproizvodi, surovinami, to, kar so recimo Kitajci pa Tesla so si že uredili. Pa ne, da ne bi bilo teh materialov, ampak ti moraš iz teh materialov tudi en izdelek narediti, ne. In ta industrija je vsa dokaj zasedena. Zdaj, ker smo prej govorili o vlivanju, Tesla pa BYD sta zakupila te proizvajalce velikih preš oziroma teh strojev za vlivanje, mislim, da za 2 leti. Ne. Se pravi, če si ti en drug proizvajalec, bo zdaj moral čakati 2 leti ali pa zaupati, da bo nek nov proizvajalec, ki še ni preizkušen, ti tudi naredil tako orodje, ki bo to delalo. Malo so zamudili to, ne. In pol posledično imajo zelo visoke proizvodne stroške, potem je pa avto dražji, pa kaj dražjega pa ne prodaš. Tako da bi rekel, da kapacitete proizvajalcev evropskih so večje, kot pa trg pokupi. Ne, zakaj pa trg ne pokupi? Zato, ker rajš kupijo, ne vem, MG-ja ali pa Tesla ali pa te, ki so nekoliko cenejši, pa pri istih voznih lastnostih ali pa boljših celo. Pa mislite, da bodo recimo kupci sprejeli tako recimo kratkoročno kitajske znamke, kitajske avtomobile, vse je njihova prodaja, recimo tudi v Nemčiji je še vedno dokaj skromno, zdaj pa oni so pač prišli nekako seveda s par avtomobili, torej počasi, ne, ampak vseeno, mislite, da bo tle kakšen odpor, pa malo neko tipanje kupcev? Če bi me pred 10 leti vprašali, bi rekel, sigurno ne bomo sprejeli kitajskih avtomobilov, Nemci jih pa sploh ne bodo. Ker pred 13 leti sva bila ženo na Kitajskem in sva jih učila delati električne avtomobile. In tisti, ki si tam videl, bi rekel, ne, kitajski avto bo vedno en tak škart, nekaj majhnega s plastiko kot jogurtov kozarček, brez kakšnih performans, ne bo ničemur podoben, se bo pa vozil. Ampak zdaj, ne vem, zanj sem imel priliko voziti MG-ja, pa ne vem, ne, to najbrž ne drži več. Sej tudi pred 15 leti bi si kdo mislil, da je lahko v Nemčiji najbolje prodajan avto leta nek ameriški avto. To si noben ni mislil, da bo Tesla Y. To še pred 3 leti si to nismo mogli misliti. Tako da se te stvari kar hitro spreminjajo. Pa malo je to, da tisti ljubitelji fosilnih goriv, priznani godrnači, so več ali manj že v letih. In se bojo mogoče še 10-20 let s tem svojim dizelčkom vozili. Mlajše generacije pa nimajo takega odpora. Veste, mlajše generaciji nek BMW ali pa Audi manj pomeni, kot je recimo meni pomenil, tisto samo ime. In tle prihaja do sprememb.
takih velikih sprememb na trgu. Zdaj to vprašanje, ne, koliko bo sploh še avtomobil postal cenovno dostopen v prihodnosti, ne, ali bodo pač ti avtomobili postali vse dražji in dražji, ne. Kaj mislite, se bo to kaj umirile te cene? Sej, veliko je naredila Tesla, ne, je v zadnjem letu zbila cene tudi ostalim proizvajalcem vozil in jih celo v izgubo porinila. Mislim, da je to en tak načrt, kako ubiti evropsko avtoindustrijo. Ampak oni še vedno delajo dosti dober profit s svojimi avtomobili. Se pravi, je tisto res, ker ima električni avto manj sestavnih delov kot bencinski, ga lahko narediš ceneje. Res je, da je Evropska unija dala veliko enih zahtev, kaj mora osebni avto vsebovati, in zaradi tega je avto sam po sebi dražji. Malo zahtev smo dodali tudi mi, ker hočemo imeti vse na elektriko, od sedeža do okna, da ne vem česa vsega. Ampak še vedno mislim, da bo v 2 letih bojo električni avtomobili čist solidni, tudi da rečemo 25,000 evrov. Ali pa mogoče rečem raje v dolarjih, če bo evro še podvržen taki inflaciji, kot je zdaj. Ker zdaj pač vse več proizvajalcev napoveduje te električne malčke za recimo tam okoli 20-25 tisoč evrov, pa še celo še nižje. Mislite, da bodo zdržali te cene, te obljube, ki so recimo narejene za čez 2 do 3 leta? Kitajski proizvajalci take vozila že imajo, samo jih še nimajo na evropskem trgu. Pa niti niso taki malčki, so kar vozila srednjega razreda. Malo zato ne, ker še niso vsa homologirana in pripravljena za Evropo, še bolj pa zaradi tega, ker oni najprej elektrificirajo svoj trg. To je največji trg na svetu in oni ga zelo hitro elektrificirajo in v bistvu teh avtomobilov ni še na voljo za Evropejce. Jaz sem prepričan, da v 2-3 letih bodo ne samo malčki, ampak tudi eni čist srednji avtomobili že za tak denar na voljo. Tudi, veste, cena litija je padla skoraj za 50% v zadnjem letu. Zato, ker je litija v bistvu zelo velik. Ja. In zdaj se te procesi industrializirajo. Ne? Zdaj nimaš tam več enega črnčka, ki to koplje, ampak je to vse industrijsko. In zato bojo cene teh surovin padle. Sej tudi, če pogledate danes, recimo, ki hodim na te tehnološke konference, pa pogledate razstavljen en avtomatski menjalnik, 8-stopenjski, od enega bencinskega avtomobila. Pred 30 leti bi rekel, taka stvar bo stala 100,000 evrov, samo ta menjalnik. Ko se nekaj industrializira, se cena zelo spusti. Tako da sem siguren, da se bo cena precej spustila. Mal je že Tesla napovedala, saj ta srednji razred je zdaj porinila dol. Zdaj pa spet neki hitijo, bi radi ta mal manjši avto za 25,000, bi kar začeli v Berlinu delati, da bo čim prej, ker nimajo časa v Mehiki tovarne postaviti. Kako ste rekli, iz problema je treba narediti priložnost, to vedno se danes vsi skozi bolj zavedajo vredno, ne pa. Ja, žal se ne zavedajo, ne, delajo iz priložnosti problem. Ampak tisti, ki bomo znali iz problema narediti priložnost, pa mislim, da nam bo čez dobro šlo. Pa jaz upam, da bo tle cela Slovenija zraven prerastlej. Če se recimo vrnemo za proti koncu k temu izhodiščnemu vprašanju, ne, torej kakšen avtomobil bi danes recimo svetovali vi enemu potencialnemu kupcu avtomobila v Sloveniji, kaj ne izbere? Je to še vedno bencinski avto, dizel morda za nekatere? Je že smiselno danes recimo kupiti električni avto ali vse mogoče boljš počakati čez kakšno leto, 2, tam okoli leta 2025 se obeta, napoveduje mnogo novih vozil, cenejših, boljše platforme? To je odvisno, kakor kdo. Ne? Če itak misliš kupiti avto, se pravi, da imaš nabran denar, je treba najprej pogledati, koliko imaš tega denarja ali pa koliko kredita lahko vzameš za kupiti avto. Druga stvar je, če si v bloku, če sem pošten, bi rekel, kupim rabljeni bencinski avto, ki bo zdržal še ta 3 leta, da se bo to vprašanje okoli blokerjev rešilo, potem si pa kupi električni avto. Ampak vsekakor kupiti električni avto, pa da ga nimaš kje polniti, je res malo neugodno. Zdaj, če imaš na voljo, ne vem, če misliš v avto investirati 20-30 tisoč evrov, je spet vprašljivo, kakšne poti delaš. Če delaš neke zelo dolge poti, potem je treba vedeti, da za ta denar dobiš samo rabljen avto, ne novega, ne. Recimo Tesla 3 iz Nemčije se lahko pripelje, zdaj so tudi subvencije za rabljene do 3 leta stare. Če rabaš avto kot drugi avto, ne, potem zdaj tudi za okoli 20,000, 25,000 evrov že dobiš kar v redu avto.
Pa seveda, če imaš kaj poln. Zdaj, če delaš pa zelo dolge poti, potem moraš pa že iti na en tak avto, ki pa malo več stane. Zdaj, če ta denar imaš, je to čisto v redu investicija, če ga pa nimaš, pa se pa brez smisla pogovarjati o take investiciji. Ne. Potem je boljš kupiti nekega bencinarja za čim manj denarja, ki bo to še zdržal toliko časa. Z dizli je pa problem, zato ker novejši dizli so tako komplicirani, tako kompleksni, da ko enkrat presežejo 150 000 kilometrov, pa prijajo ven iz garancije, potem so ta stroška popravil izredno draga. Tako da se še baterija skrije proti tem stroškom. Tako da glede tega je siguren boljši benzinar kot pa dizel. Glede rabljenih avtomobilov bi vas vprašal, ste jih sami omenili, električnih seveda. Je tukaj kakšno bojazen? To je pač čisto nov trg, ki se je odprl v zadnjih letih, pred tega praktično ni bilo. Kakšne imate kaj izkušnje s temi avtomobili? Je to nek varen nakup, če temu tako rečem? Mi smo vse razen enega smo kupili rabljene. Pa nimamo kakšnih sitnosti. Je dosti varen nakup, ampak spet je treba, mislim, isto je varen nakup kot pri benzinskem ali pa dizelskem. Se veste, se potika, ne. Koliko je avto iztrošen, pa tle niso samo kilometri, tudi kako se ga je delali z njim, kako se je vozilo z njim. Pa če bi rad avto za, daljše poti, potem je treba gledati avtomobile zadnje generacije, ne tiste izpred 10 let. Tisti je samo za te vožnje v službo, je pa tudi tako v redu, ne. Pa tam prijaš pa tudi že za 10 000 evrov nekaj dobiš, pa za v službo voziti se pa nazaj, če družina rabi 2 avta, je to čisto v redu rešitev. Sploh, če ga polniš doma, se praktično zastonj voziš, ali pa za neko res minimalno ceno. Torej vsekakor nas čaka, lahko rečeva, zanimiva prihodnost, veliko nekih izzivov za vse skupaj. Vi, ki ste pa vse že lastniki, pa vas čaka seveda najbrž veliko lepih kilometrov. Andrej Pečjak, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz vam želim čim več užitkov z vašimi avtomobili, čim manj skrbi z dosegom, čim manj težav z polnilnicami javnimi, takrat, ko boste kje ustavljene, in da boste se še naprej uživali s temi avtomobili. Hvala. Vam poslušalci in gledalci Sijovega podcasta pa seveda hvala za pozornost in vabljeni tudi k ogledu naših naslednjih oddaj.